Russell, Ryan, thank you for coming. Huh? All right, Russell, would you mind grabbing those two handles there? I'm not really kind of like a tech guy. Okay, well, just humor me. Give him a squeeze. This device measures stress in real time. I don't actually have any stress. I'm very relaxed. That's... All right. I saw this in a TED Talk. Kudos. Nice choice. Russell, I'm noticing a rise in your stress levels for some reason. Is there anything that Ryan does that causes you stress? No? No, but occasionally he will interrupt me. Can I say something? Right now, your brain's in the driver's seat, your heart's in the back seat. Why don't you let your heart in the back seat drive? You know what, Ryan? Could you do me a favor? Why don't you sit down over there, make yourself comfortable? Okay. Right, we're just gonna work, just the two of us for a minute. Hey. You get a 5. Now, Russell, I want you to close your eyes. Really? Sure, please. Trust me. Now, I want you to take a deep breath. Ryan, you don't have to do this. It's really just for Russell. Okay? No talking. Now, I want you to picture your perfect place, really envision it, and share with us. Well, you see, I live in Australia, and I have a farm. There's nobody around for miles. Riding my horse, just at one with nature, you know. That's where I am. That's where I'd be. Oh. What? You know, if I don't eat every 45 minutes, my blood sugar level goes. Russell, go ahead. I'm in the back paddock. I'm with my horse. And that's the place that I go to get away from... Never seen levels quite this high. I just want to go home. I think we need to get you to a hospital, quite frankly. Še preden začnemo, naj se najprej zahvalim Aleksu, opozoril me je glede FIB extensiona, kar sem, ko sem potem kasneje gledal prejšnji video, res sem nejasno povedal. Torej, da se popravim, v prejšnjem primeru VeChaina, ena je high, torej 33 centov, tam bo tudi večina unovčevala svoje dobičke. Ampak mi smo v kriptu, vsi vemo, kako lahko kakšen kriptokovanec dobesedno eksplodira in zato omenjam tudi 1,6 kot našo sladko točko. Je pa riziko dosti večji, da je ne dosežemo. Če slučajno kje kdaj nisem bil kaj dovolj jasen ali pa če mogoče kdo o čem ve kaj več, naj mi kar napiše spodaj pod komentarja, jaz ne bom prav nič užaljen. Konec koncev, bistvo tega kanala je, da se pogovarjamo in izmenjujemo informacije. Lep pozdrav, z vami sem Explicit in to je bil zares dolg uvod. Ogromno se dogaja v kriptosvetu, zato predlagam, da se kar potopimo v grafe. To je Bitcoin dnevni graf, ki ima zares zanimivo dogajanje zadnje dneve. To je naš naraščajoči klin oziroma rising wedge, ki smo ga nekako prebili tukajle navzdol, tako da jaz ga bom kar zbrisal. Imeli smo popravek zadnja 2 dneva, ampak na grafu ni videti nič kaj tako drastičnega. Ta poševna linija tukaj je zgornja linija našega bivšega gramofonskega trikotnika. Kot vidite, tukaj smo jo prebili navzdol in smo se srečali z mejo 57.700. Od te meje smo se odbili nazaj gor in zdaj se ponovno srečujemo s tole poševno linijo. Je pa ta svečka izredno dobra, sicer je treba počakati še do konca dneva, ampak če se bo tako končala, bo to bullish engulfing svečka. Če pa to mejo 57.000 tam nekje prebijemo navzdol, nas pa čakajo že znane meje, to sta 53.000 in pa 50.000. RSI se je tudi zelo lepo ohladil in kaže znake tudi na to, da je pripravljen na novo rast. Še vedno smo na 50, nad 50, kar pomeni, da imajo še vedno biki glavno besedo na trgu.
Tukaj le tudi mislim, da vidim padajoči klin oziroma falling wedge, ki je bullish znak in se lahko prebije navzgor. Prestavil bom na nižji časovni interval na 4-urnega, da bomo boljše videli. To smo zdaj na 4-urnem časovnem intervalu in ja, tukaj je padajoči klin dosti bolj jasno viden. Samo malček, da vam ga izrišem. Torej, na spodnji liniji imamo zdaj že 1, 2, 3 dotike, na zgornji imamo 1, 2 in delamo tretjega, kar pomeni, da tukaj mi lahko tudi že prebijemo. Je pa treba na nižjih časovnih intervalih malček bolj paziti, zaradi tega, ker imajo lahko dosti več napačnih signalov. Ampak vseeno, tukaj je ta falling wedge zelo očiten in velika možnost je, da ga prebijemo navzgor in da se s tem tudi konča ta popravek. Tržna kapitalizacija altcoinov, dnevni graf, tukaj pretežno še vedno nič kaj dosti novega. Še vedno se igramo s tema dvema prejšnjima vrhovoma in v prejšnjih dnevih smo ponovno testirali to podporno linijo, ki nas je nekako odbila nazaj gor. Še vedno čakamo na ta ogromozanski cup and handle, da se izvede. Kdaj bo ta čas? Poglejmo si naslednji graf, mogoče bomo tam našli kakšen odgovor več. Dnevni graf Bitcoinove dominance na kriptotrgu, tudi tukaj je kar zanimivo dogajanje. Torej, naš naraščajoči klin oziroma rising wedge se je lepo prebil navzdol, zato ga ne rabimo več in ga bom kar lepo zbrisal. Trenutno se zadržujemo nekje na meji 44 do 45 odstotkov. Od tu naprej sta možni dve poti, lahko nas odbije in se ponovno srečamo z mejo 46 odstotkov. In nas od nje odbije nazaj dol in končno prebijemo to mejo 44 odstotkov. Lahko pa to mejo tudi prebijemo že kar zdaj. Po preboju te meje nas potem čakajo naslednje pri 42 odstotkih, 41 odstotkov in seveda najnižja do zdaj 40 odstotkov. Trenutno mislim, da je večja možnost, da Bitcoin spet prevzame vodstvo, naredi prvi korak in spet vidimo porast do 46 odstotkov, se spustimo nazaj in končno prebijemo to mejo 44 odstotkov. To so seveda le domneve, bomo videli, kaj bo prinesel čas. Obdavčitev kriptovalut, to je zdaj vroča tema in o tem imam namen tudi narediti video. Če bi slučajno kdo želel sodelovati v tem videu, podati svojo izjavo, naj me kar kontaktira preko povezav spodaj v opisu. Super bi bilo, da se združimo in vsak pove svoj vidik na to temo. In ko smo že pri tem, ste morda že izpolnili anketo? Če je slučajno še niste, lahko najdete povezavo na njo spodaj v opisu in v pripetem komentarju. Ne morete zgrešiti. Ne bo vam vzela dosti časa, je popolnoma anonimna in ne pozabite, vaše mnenje šteje. To bo tudi to za danes. Naj se vam še zahvalim, da ste si video ogledali v celoti. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Se strinjate z analizo, se ne strinjate, sem morda kaj spregledal? Kakšno je vaše mnenje o obdavčitvi kriptovalut? Kar napišite spodaj pod komentarji in bomo malo podebatirali o tem. Oziroma, glede obdavčitve bom najbolj vesel, če izpolnite anketo. Naslednjih videov s svežimi informacijami in glede obdavčitve kriptovalut sigurno nočete zamuditi, zato je najboljše, da se vpišete na kanal in nastavite obveščanje. Ne pozabite nastaviti obveščanja, ker če ne, vas YouTube o novem videu ne bo opozoril. Jaz vam želim še lep dan, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.